Pobude in vprašanja podana na 10. redni seji občinskega sveta občine Prevalje dne 30. januarja 2020. Občinski svetnik Aleksander Ristič je vprašal, ali bi se lahko ogledalo pri viaduktu proti Stražišču uredilo tako, da bi imelo gretje, kjer je tam zelo nevarno. Danilo Vute je na sami seji odgovoril, da obstajajo ogledala, ki imajo premaz proti rosenju. Pridobili bomo informacije o ogrevanih ogledalih. Občina Prevalje bo ogledalo na omenjeni lokaciji zamenjala z novim, večjim ogledalom pravokotne oblike, ki bo zagotavljalo boljšo preglednost in varnost za vse udeležence v cestnem prometu. Po postavitvi novega ogledala bomo situacijo še naprej spremljali in po potrebi tudi ukrepali. Občinski svetnik Bogdan Pupavac je podal naslednjo pobudo in vprašanje. Podal je pobudo, da bi se na parkirišču pri osnovni šoli Prevalje sanirala luknja pri jašku, kjer se je asfalt posedel. Dela se bodo izvedla spomladi, ko bodo začele obratovati asfaltne baze. Takrat bomo naročili tudi sanacijo drugih asfaltiranih površin cest v občini. Občinski svetnik Bogdan Pupavac je predlagal tudi, da se na tržnici Prevalje uredi napis Tržnica. Lokacijo smo si ponovno ogledali. Za postavitve table z napisom Tržnica na streho je potrebno pridobiti projektno rešitev, da ne bi prihajalo do zamakanja oziroma poškodb ob morebitnih močnejših sunkih vetra. Prav tako je potrebno tablo tudi primerno oblikovati, določiti njeno velikost in vidnost. Smo že v kontaktu s projektantom. Predlagal je tudi, da bi občina začela urejati most čez Mežo proti Lešam, ker se industrijska cona v Nicini razvija in veča. Predlagal je, da se prične pridobivati dokumentacijo, najprej DIP in drugo dokumentacijo, nato v drugi fazi pa bi se most zbetoniral. Leseni del mosta čez Mežo proti Lešam ali Pačnikov most smo v celoti prenovili julija 2018. Vrednost investicije je znašala 19.580,51 evra. Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da je nosilna betonska konstrukcija v dobrem stanju in da njena sanacija ni potrebna. Dotrajane smrekove tramove in deske smo v celoti prenovili in zamenjali z macesnovimi, ki imajo bistveno daljši rok trajanja, cirka 10 let. Povozne površine pa je treba menjavati glede na potrebe oziroma nastale poškodbe. Sočasno sanacijo mostu smo z železnih delov konstrukcije odstranili rjo in jih v celoti prebarvali oziroma zaščitili pred korozijo. Občina je v skladu s pobudo že navezala kontakt s projektantom in bo najprej pridobila ponudbo za izdelavo idejne zasnove betonskega mostu. O predvidenih stroških bomo obvestili občinski svet. Občinski svetnik Bernard Pačnik je podal naslednjo pobudo in vprašanje. Glede ograje na Zagreb želi, da se naredi ograja v celotni dolžini in ne samo v ovinkih, saj je nevarna celotna cesta in ne samo v ovinkih. Gre za povezovalno cesto, ker po zimi ves promet za Leše občasno poteka tudi po tej cesti. Tajnik občine Danilo Vute je na seji odgovoril, da je imela občina v letu 2019 velike izdatke z naslova montaža ograj, vendar je prioritetno reševala območja, ki so bila nujna zaradi sanacije plazov. V letošnjem proračunu ima občina Prevalje planirana sredstva za postavitev varnostnih ograj v okviru letnega rednega vzdrževanja cest. Pri določitvi prioritet bomo upoštevali tudi predlog za postavitev varnostne ograje na cesti proti Zagradu. Bernard Pačnik je nadalje povedal, da je območje okoli železniške postaje zelo zanemarjeno in onesnaženo, zato predlaga,
da se nekaj naredi za njegovo ureditev. Opozoril je, da je to območje zelo onesnaženo s svincem in da so prav tako onesnažena tudi druga območja. Župan je na sami seji odgovoril, da je občina Slovenske železnice, ki so lastnik tega zemljišča, že večkrat opozarjala na zadevno problematiko. Prav tako tudi inšpektorje, vendar brez uspeha. Ker gre za privatno zemljišče, občina nima pristojnosti in ne more posegati na omejena zemljišča. Bo pa ponovno opozorila lastnika. Bernard Pačnik je še nadaljeval, da se je na Komisiji za statut in pravna vprašanja že večkrat razpravljalo o odprtem dolgu do zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. Predlagal je, da se ustanovi komisija in poiščejo rešitve za zaključek te zadeve. Strokovne službe že pripravljajo izhodišča in predlog za poravnavo odprtih postavk. Ko bo gradivo pripravljeno, bo župan imenoval pristojno komisijo in sklical prvi sestanek. Občinski svetnik Štefan Peršak je podal pobudo krajanov Jamnice. Krajani Jamnice se zavzemajo za postavitev cestnega ogledala na križišču Jamnica-Šentanev, ker je zelo nevarno zaradi slabe vidljivosti. Postavitev ogledala se dokončno ureja ravno v teh dneh. Občinski svetnik Rafael Škufca je podal naslednjo pobudo občanov. Občani so opozorili, da pri avtobusnem postajališču pri osnovni šoli Prevalje ob strani ni stranskih stekel, zato otrokom piha in nosi dež po njih. Predlagal je, da se to uredi. Župan je na seji odgovoril, da občina išče rešitev. Proizvajalcu obstoječih nadstrešnic smo že posredovali povpraševanje za dodatno zasteklitev in pričakujemo ponudbo. Je pa dejstvo, da kljub načrtovani dodatni zasteklitvi zaradi velikega števila osnovnošolskih otrok in vozačev ne bomo mogli zagotoviti suhega prostora, ko bodo čakali na avtobus. Občinski svetnik Ivan Backovič je predlagal, da se zastave na Poljani pri spomeniku in spodaj bolj pogosto menjajo, ker so strgane. Najpogosteje v občini večkrat letno menjavamo zastave ravno na Poljani. Pri spomeniku svobodi in miru vzrok za pogoste poškodbe zastav je predvsem izpostavljenost in lega oziroma vetrovno območje. Zastave zamenjujemo vedno, ko opazimo poškodovana ali pa nas na to opozorijo občani. Sveta občine Prevalje, sklepčni smo, vsi prisotni. Pred vami je dnevni red 11. redne seje. Predlagam v dnevnem redu eno spremembo in sicer predlagam umik 11a točke soglasje k sklenitvi pogodbe zaradi nekaterih nejasnosti, ki jih bomo v tem času tudi poskušali umakniti. Tako da 11a soglasje k sklenitvi pogodbe o dolgoročnem najemu zemljišča Park Jezero, med tem časom bomo pridobili še pravna mnenja, ni pa tako nujno, da moramo na vso silo danes sprejemati, ampak ker je vsebina tako pomembna in ker stvari pripravljamo in delamo za naslednje desetletja ali še več, pa da se vse dileme razčistijo in ni noben problem zamakniti. Zato to umikamo, ostale stvari so pa na dnevnem redu. Dajem predlog dnevnega reda v razpravo. Želi kdo razpravljati o dnevnem redu? Če ne želi, potem dajem na glasovanje predlog dnevnega reda z umikom 11a točke dnevnega reda. Prosim, kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 3, pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje. Pisnih pripomb na zapisnik ni bilo, imam pa jaz eno pripombo, in sicer pripombo na temo sprejetja cen in
sklepa v zvezi z cenami komunalnih storitev, odvajanja odpadnih voda in vodooskrbe v zvezi z izračunom cene. Namreč občinski svet je sprejel sklep, da se potrdijo cene v skladu z predlaganim programom, ki je bil zajet. Ker se je pa vmes zgodila, kar ne vpliva na sklep, ampak pri samem pripravi cen, ker se morajo cene za čistilno napravo Leše in Holmec poenotiti, smo vmes ta sestavni del popravili in je popravljen in ga kot k spremembi oziroma predlogu dopolnitve zapisnika tudi predlagam. To pomeni, zajeto je bilo vse, kar je odbor za komunalno cestno infrastrukturo zahteval in kar je bilo tudi v sklepu sprejeto, tako da izračun cen je zdaj popravljen in tak, kot bi mogel biti že v prilogi na prejšnji seji, ampak je zdaj, tako da to je bil pa že na prejšnji seji že predlog pripravljen. Tako dajem v razpravo zapisnik, če želi kdo. Izvoli. Hvala za besedo. Mogoče ni glih direktno na ta zapisnik, ampak zdaj se nam je že večkrat zgodilo na teh odborih, ko smo mi dodajali neke posebne zahteve ali pa neke dodatke posameznim sklepom in pol za občinski svet se ti sklepi sicer res pripravijo in od taki z temi popravljenimi mi glasujemo. Sami odborniki, kateri niso člani občinskega sveta, pa teh informacij ponavadi ne dobijo in je veliko krvi, hude krvi, no, tako da bi to probali mogoče se neko kontrainformacijo dati. Zdaj ste sami opazili zadnjič na odboru, da je bilo kar, kot da neko nezaupanje pride v tem, da mi pol sedimo tamle kar teh za 3 dni. No. Teda samo v tej smeri bi probali nekaj razmisliti zdaj v kakšni obliki, čeprav v končni fazi tudi vsi odborniki lahko vidijo to gradivo, pol tako ga mi dobimo tudi na spletni strani, teda, ampak neka kontrainformacija je prišla. No. Hvala. Bomo predlagali, da se končna oblika in verzija pošlje tudi tistim članom odborov, ki niso člani občinskega sveta, zato da so informacije celovito podane, da ne bo kdo imel občutka, da ne dobi informacije. Hvala. Še kdo? Izvoli, Zdravko. Iz procesnih razlogov, tako sem že zadnjič predlagal, naj bojo tudi sklepi drugače oblikovani. Danes bomo recimo sprejemali cene za oskrbe na domu in bo pač sklep dolg pol strani in eksplicitno navedeno, to je tejko, to je tejko, to je tejko. Tako bi morali tudi zadnjič za te cene ali pa drugič, ko bomo imeli komunalne zadeve, a ne, lepo eksplicitno navesti. Cena za kubik vode je tejko, cena za čiščenje odplak tejko. Tako kot je pravzaprav potem tudi osnova za obračun, ker drugače jaz mislim, da ni najbolj ustrezno, da ti lahko sprejmeš elaborat. Elaborat ni pol tista čista prava zadeva, ker bi morali pol vsi občani, pa vsi tisti, ki so uporabniki teh cen, a ne, te iti pol v elaborat gledati, kakšne so mu tej sprejeli cene. Tako pa je preprosto, sprejmemo cene, ki se za sklepom zapišejo. Ni treba, da jih tule zdaj kot predlagatelj sklepa še enkrat recimo beremo ali pa bereš v celoti, ampak prav je, da se v zapisnik zapisajo cene, ko gre za tako storitev, tako kot bomo danes delali, ko gre za oskrbo na domu. To bi jaz procesno. Razumem, sklep je treba pač razširiti z podatki, ki so ne kot priloga, ampak iz priloge vzeti osnovne enote. Ja. Hvala, bomo to upoštevali. Še kdo? Če ne, se vam zahvaljujem in dajem na glasovanje, kdo je za sprejem zapisnika 10. redne seje. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 4. Predlog odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Koroške regije. Druga obravnava, prosim, kratko obrazložitev, Zdravko, ker je vsebinsko najbolj sodeloval na tem. Izvoli. Hvala. A kar v tu ali manjet med poročevalce?
Bom kar tule, ja. Poglejte, tri bistvene pripombe smo zadnjič imeli pri prvem branju in moja naloga je bila, potem ko je komisijo imenoval župan, da te pripombe usklajujem z ostalimi deležniki, ki so pač bili v okviru Kociroda, in tam smo jih usklajevali in pravzaprav uskladili na naslednji način. Prva pripomba, ki je bila v zvezi z odškodninami, se je zapisala tu v odgovoru, ki ga imate, da se bodo odškodnine skladno z pogodbo iz leta 2003 upoštevale in določale, kot je v tej pogodbi zapisano. To pa pomeni skupna odškodnina 4% od prihodkovne vrednosti vseh teh odpadkov, potem pa delitev na 60% za občino Prevalje, 40% za občino Slovenj Gradec, ki naprej uporabljata te prihodke za poravnavo neposrednih odškodnin, nekaj lokalnih skupnosti, nekaj pa tistim občanom na tistem območju. In na ta način je to vprašanje rešeno. V zvezi z obveznostmi, ki bi jih naj v ta odlok zapisali za zapiranje starih odlagališč, ki jih imajo prejšnje komunale, ki so to odlagale, naša konkretno na Lokovici, smo bili mnenja, da seveda povzročitelji morajo plačevati stroške in tudi stroške zapiranja, zaračunavamo zdaj lahko samo na odlagališču, ki je skupno za Kocirod, to je za zmes, medtem ko morajo občine, ustanoviteljice prejšnjih podjetij te stvari pač reševati posebej in niso vključene v ta odlok, ki ureja področje Kociroda. Tretji problem, ki smo ga vse skozi izpostavljali, posebej na naši občini, je pa bil problem teh najemnin. Na osnovi predpisov je lastnik infrastrukture upravičen, da uporabniku njegove infrastrukture zaračunava najemnino. Ta najemnina se zaračunava vse skozi v višini amortizacije, ki je vključena kot fiksni strošek v ceno od tega Kociroda. Vendarle do sedaj ni bilo tako, da bi seveda ta najemnina prihajala na občine, na našo občino pač po tistemu razrezu nekaj malega manj kot 10%, odvisno od tega na vsako občino, kakršen je njen lastninski delež, z izgovorom, da je pač problem, da bi potem zagotavljali potrebna likvidna sredstva za nujna vzdrževalna dela, kakor tudi za večja investicijska dela. Zdaj smo to izrecno zapisali v ta 37. člen s tem in dodali to v točko 3 z besedilom, da sredstva najemnin iz drugega odstavka 36. člena ustanoviteljice združujejo za namen vzdrževanja in nakupa opreme infrastrukture regionalnega pomena. Za sam odlok je to dovolj ustrezna dikcija, potem, ko se bo ta odlok sprejel v vseh občinah, pa je namen, da bomo na osnovi tega vsi pristopili k ustreznemu odloku, ki bo urejal ustanovitev tega investicijskega sklada. To pomeni, da bomo nazaj združevali sredstva v investicijski sklad za potrebe teh večjih vzdrževalnih del in investicij, a ne? In na ta način bo zadeva v smislu tega potrebnega predpisanega finančnega kroga zaprta, se bomo na prihodkovni strani v občinski proračun dobivali najemnine,
na drugi strani jih bomo pa namenjali za združevanje v ta investicijski sklad. Več o tem investicijskem skladu pa na eni od prihodnjih sej, ko verjamem, da bomo ga že v osnutku ali pa morda celo v prvem branju dobili, da ga priberemo. Hvala. Hvala lepa. Odbor za KCG, izvoli. Hvala za besedo. Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja je obravnaval predlog odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v drugi obravnavi ter nanj podal naslednje pripombe. Obrazložitev k predlogu odloka z dne 4.12.2019 se sprejme kot obvezna razlaga odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki. To gre predvsem zaradi tega, ker zdaj te razlage, ki smo jih dobivali z ravno odloka, da vzamemo kot take, kot resne, da ne bo čez 10 let nekdo nam očital, da si mi ne znamo prav tolmačiti oziroma bo drugače tolmačil. V obrazložitvi gradiva ter v predlogu odloka naj se popravijo navedbe teh pravnih podlag, se pravi, gre predvsem za novelacijo pravnih podlag Zakona o varstvu okolja in Zakona o gospodarskih javnih družbah, ter naj se doda še Zakon o prekrških, glede na to, da govorimo tudi o nekih sankcijah, katere je možno dodati, imamo tudi zapisane v našem gradivu. Da skrajšam, odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja se strinja s predlogom odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v drugi obravnavi in ga z podanimi pripombami predlaga v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Hvala. Ja, izvoli. Jaz sem tudi na sami seji odbora za KCG pojasnil in prav je, da razumemo prvo in drugo obravnavo. Pripombe, ki jih nismo imeli v okviru prve obravnave, se v drugi obravnavi preprosto ne morejo pojaviti, ker če ne se vračamo na prvo obravnavo. Čisto lahko vzamemo ta predlog zato, da bomo pač prvič, če ni to v redu, vključili, kadar bomo delali kakšne spremembe. Zdaj pri drugi obravnavi, ker večina občin je drugo obravnavo že tudi upravila in to sprejema brez teh pripomb, ki bi jih morali spet usklajevati, je pravzaprav nemogoče in zato predlagam, mislim, da bo tudi predsednik statutarne temu prikimal, da pravzaprav pač samo v drugi obravnavi sprejmemo, pa se opredelimo v zvezi s takim odlokom, kot je predlagan. To pomeni, ustrezno smo odgovorili na pobude ali pa spremembe, ki so se predlagale v prvi obravnavi. To je moje mnenje. Hvala. Odbor za proračun. Ja. Ja, to je vse razumem, ampak same novelacije zakona, kadar pripravljamo kakršenkoli odlok, je verjetno treba vedno vzeti v roke uradni list in te zadnje navedbe iz zakonov zajeti v ta predlog odloka. Mi imamo pa dejansko stare, ampak to vedno, mi govorimo, zajetega imamo recimo uradni list številka 3906, zraven bi bilo treba pa zajeti 4906, se pravi v 0,6 leta, da odlok pripravljamo mi pa zdaj šele drugo leto. Tako da, to jaz mislim, da prvič bi morali to videti, zato pa tudi popravki zakonsko po mojem, nam to popravna služba bolj videla. Ampak mislim, da če bo treba zamenjati, bo treba zamenjati, po mojem. No. Hvala. V redu. Ok, izvoli. Hvala za besedo. Jaz mislim, da zato je druga obravnava, če se kaj najde, da lahko kaj popravimo. Če bo zdaj prva obravnava isto kot druga, pa jo tako ne rabimo v dveh obravnavah. Ja, to že, no, ampak... Glejte, ja. Bomo posebej opozorili na te stvari in bomo videli, kaj in na kak način in kdaj se bo upoštevalo to, da se bo dal novelacija zakona noter. Ni pa, ne spreminja se pa vsebina, samo navedba zakonskih določil. Predsednik odbora, izvoli. Ni še razprav. Ja. Predsednik odbora za finance, izvoli. Hvala. Ja, odbor za proračun in finance je zadevo pregledal, mi smo gledali na to vsebinsko, res se nismo v pravne zadeve spuščali, tako da smo ta
ta predlog potrdili, smo pa tudi rekli, naj se v sklep zapiše tale obvezna razlaga, kot je bilo že rečeno. Hvala. Hvala, Komisija za statut in pravna vprašanja. Izvoli. Hvala za besedo. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala omenjen predlog in ugotovila, da je v skladu v drugi obravnavi in je ugotovila, da je v skladu s vsemi pravnimi akti in ga daje občinskem svetu obravnava in sprejem. Hvala lepa. Dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Rafi, izvoli. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Edno, to je bolj iz laičnega vidika vprašal. Jaz mislim, da je ta zadeva prvo branje, drugo branje, mi zato imamo drugo branje, da lahko predloge dajemo. Potem pa ne bi vem. Ja, pa v prvem samo zakaj pa drugo branje, pa bi rekel samo v prvem sprejemali. Se pa se sorte lahko spremeni vse. Čist laično, za drugo branje se je vrto s popravkam. Hvala. Samo malo moram komentirati, a ne. Pripravljamo odlog za 12 občin. V prvi obravnavi dobimo enak odlog in vse občine dajo pripombe. Posebna komisija je bila imenovana, da usklajuje in končna verzija odloka je že usklajena na podlagi vseh pripomb, vsega tega. Jasno je, da niso upoštevane vse pripombe vseh občin, ker nikoli do konca ne bi prišli in zdaj smo v drugem branju sprejmejo vse občine v enakem besedilu. V primeru, da bo treba kaj tako kot novelirati, bomo šli pa spremenili, ko bo čas. Ampak zdaj moramo zaključiti eno fazo, da lahko pol naslednjo fazo pol tudi delamo. Še kdo želi? Izvoli. Jaz bi mogoče opozoril na to, da sklep bi mogli razdeliti. Zdaj, ko glasujemo v sami vsebini tega odloka, pač glasujemo za ali proti, brez teh, jaz ne bi rekel pripomb, ampak opomb. Zato le dodamo mi nek dodaten sklep, kjer pod opombo, da pač naj se glede tolmačenja zakonodaje, naj se zadeva popravi. Ne pa glede same vsebine. Glede same vsebine naše pripombe vse pripombe so bile upoštevane. Ker potem se bomo zapletli. V redu. Hvala. Še kdo? Če ne, izvoli. Jaz imam isto mnenje, kot ga je imel gospod Pečnik, se pravi, če je zakonsko bil nekdo kasneje sprejet zakon, je treba ta zakon kasneje tudi vključiti, ampak ni to sprememba besedila ali kakorkoli drugega, ampak samo zakona. Tiste je pa treba kasneje to urejevati, tudi moje mišljenje je tako. V redu, hvala. Še kdo? Če ne, predlagam, da sprejmemo sklep, da sprejmemo odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki občina Koroške regije v drugi obravnavi. Kdo je za to? Si za. Hvala. Hvala lepa, smo pri točki 5. Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora PR 54CU v prvi obravnavi. Gre za prostor od poslovnega centra Špar proti vzhodu, proti cesti, ki gre od glavne ceste proti vrtcu. Polje, pas ob glavni cesti. Sanja, izvoli, kratko. Hvala za besedo. Za obravnavano območje znotraj občinskega prostorskega načrta bila predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Izdelavi smo pristopili začetkom leta 2019, skladno z zakonom o urejanju prostora, smo izvedli celoten postopek. Ob javni razgrnitvi ni bilo podanih kakšnih pripomb. Od ministrstva smo dobili odločbo, da ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje in smo cel postopek končali tako, da smo pridobili mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora. Vsa mnenja so bila pozitivna in s tem dejansko so izpolnjeni pogoji za sprejem tega prostorskega akta. Obravnavano območje velikosti okvirno 9000 kvadratnih metrov se nahaja v središčnem delu Prevalj ob glavni cesti, navezuje se na že obstoječe trgovsko območje na zahodu in je tam zdaj predvidena izgradnja enega poslovnega objekta okvirnih velikosti 130 metrov krat 30, višine maksimalne 7 metrov.
namenjenega za centralne dejavnosti, semeni za predvsem trgovske, pa tudi gostinske, upravne, pisarniške, zdravstvene pa druge storitvene dejavnosti. Območje se bo komunalno uredilo, bo opremljeno z minimalno gospodarsko javno infrastrukturo, ki obsega pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih vod in dostop do javne ceste, ter možnost priključka tudi na telekomunikacijsko in plinovodno omrežje. Evo, toliko od moje strani. Hvala. Hvala lepa. Predsednik odbora za KCG, Andrej, izvoli. Hvala. Odbor za KCG občine Prevalje se seznanil z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za enoto urejanja prostora PR54CU, usklajen predlog ter predlogom odloka o občinskim podrobnim prostorskim načrtom za enoto urejanja prostora PR54CU v prvi obravnavi ter jo sprejema in predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja občine Prevalje podaja zahtevo, da investitor zagotovi, da bo uredil toaleto, ki bo namenjena obiskovalcem trgovin, ter da izvede kolesarsko oziroma peš pot za trgovinskim centrom do osnovne šole Prevalje. Hvala, v redu. Bo dal predsednik komisije za statut. Odbor za gospodarske dejavnosti, izvolite gospa. Hvala. Tudi odbor za gospodarske dejavnosti se seznanil s tem. Sprejeli smo ga vendar nesoglasno in ga predlagamo občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Smo imeli želje, da bi bile na vrhu stanovanja, glede na to, da na Prevaljah že zmanjkuje zazidljivih parcel. Tako da to je bila želja, ampak neuresničljiva zaenkrat. Hvala. Hvala lepa. Komisija za statut in pravna vprašanja, Aleksandar, izvoli. Hvala za besedo. Komisija za statut in pravno vprašanje je obravnavala predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora PR54CU v prvi obravnavi in ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti ter ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hkrati komisija tudi predlaga občinskemu svetu, občinski svet v skladu s poslovnikom občinskega sveta prvo in drugo obravnavo predloga združi in na isti seji opravi obe dve obravnavi. Ker na predlog odloka v prvi obravnavi ne bi bilo bistvenih vsebinskih pripomb. Hvala. Hvala lepa. Dajem razpravo. Najprej da bi morali sprejeti sklep o tem, ali se strinjamo, da gre po hitrem postopku. Pa bom dal kar na glasovanje, da ne bo kaj narobe. Kdo je za to, da gremo po hitrem postopku? Vsi za. Hvala. Pomeni, dajem v razpravo ta predlog in sicer v prvi obravnavi. Izvolite. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za sprejem OPPN-ja za ta prostor? Kdo je za? Vsi za. Hvala. Še v drugi obravnavi želi kdo razpravljati? Ne želi, potem še enkrat prosim za glasovanje. Kdo je za sprejem v drugi obravnavi? Hvala. S tem je OPPN za ta prostor sprejet. Smo pri naslednji točki 6, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni reševalni center Koroške Ravne Koroškem. Prva obravnava, prosim gospoda Sama Podkostnika, predstavnika ZRCK-ja za kratko obrazložitev. Lep pozdrav. Naša želja je dopolnitev odloka o dejavnosti, dodali bi dejavnosti izobraževanja. Vzrok za to je, da se lahko vpišemo v katalog izobraževanja na Ministrstvu za šolstvo, s tem pa tudi kandidiramo za dodatne sredstva za izobraževanje oziroma za sofinanciranje tega programa. Vzrok za to strani šolnikov je bila pobuda glede na priporočila, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Izvedli so se neki tečaji oziroma pilotni projekt, pa tudi 2 tečaja, ki je bil eden od teh, je bil izveden tudi v vaši občini na osnovni šoli Prevalje. Odziv zelo pozitiven, gre za to, da izobražujemo učitelje in vzgojitelje na teme težav, ki lahko v šolah nastanejo, predvsem z zdravjem otrok, določenih bolezenskih stanjih, nenadnih obolenj. Gre predvsem za praktične delavnice. Ta vpis pa bi nam seveda omogočil, kot sem že rekel, vpis v katalog, ki je polviden tudi vsem šolam po Sloveniji, pa pridobivanje sofinanciranje oziroma financiranje tega programa. Hvala.
Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti. Izvoli, Saša. Ne, dobro, vse se me sliši, hvala za besedo. Aha, ja. Torej, odbor za družbene dejavnosti je obravnaval ta predlog o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZRCK-ja v prvi obravnavi, ga tudi sprejme in predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala lepa. Predsednik Komisije za statut in pravna vprašanja, Aleksander, izvoli. Hvala. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala omenjen predlog odloka v prvi obravnavi in ugotovila, da je pripravljen v skladu s vsemi pravnimi akti ter ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hkrati komisija predlaga občinskemu svetu, da občinski svet v skladu s poslovnikom občinskega sveta prvo in drugo obravnavo omenjenega predloga združi in na isti seji opravi obe obravnavi, ker bi bilo besedilo predloga odloka v drugi obravnavi enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi. Hvala. Hvala lepa. Zopet smo pred enako zgodbo. A želi kdo razpravljati o tem predlogu, da se obe obravnavi opravita istočasno? Mislim, na tej seji. Kdo je za? Dajemo na glasovanje ta predlog. Vsi za? Hvala. Dajemo razpravo o prvi obravnavi. Želi kdo razpravljati na to temo? Ne želi, potem dajem na glasovanje v prvi obravnavi ta predlog spremembe odloka. Kdo je za? Hvala lepa. Dajem v razpravo v drugi obravnavi, če želi kdo razpravljati, ne želi. In dajem na glasovanje v drugi obravnavi to spremembo odloka. Kdo je za sprejem tega? Vsi za. Hvala. Hvala lepa, gospod Podhoršnik. Smo zaključili. In smo pri naslednji točki 7. Tip povezani za vse generacije. Danilo, prosim za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Res bom samo povzel, bom rekel, nekaj bistvenih elementov. Nosilec je Lasko Roška, sodeluje vse občine Mežiške doline. Vir financiranja pa 85% upravičenih stroškov je Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 15% občina, tako da kar se tega tiče, je to pač zelo ugodno. Vrednost celotnega projekta je približno 78 tisoč evrov. Povedal bi to, da določene aktivnosti že potekajo. Bil je prvi sestanek, kjer smo že operativno pravzaprav začeli delovati. Predstavnik sveta invalidov, predstavnik društva upokojencev, sveta za vzgojo preventivno v cestnem prometu in pa predstavnik občine. Smo že začeli z aktivnostmi, na naslednji seji bomo obravnavali že oziroma dobili nabor prostovoljnih šoferjev, ki je ena od temeljnih zadev, s katero lahko to štartamo. Mi bomo pa v tem času občinska uprava seveda skupaj s člani komisije pripravili tudi že protokol, potrebni je protokol, da vidimo, kdo je upravičen do prevozov, kam lahko koga peljamo, kdo bo sprejemal klice in tako naprej. Skratka, to je en del dejavnosti. V tem sklopu je predviden še nakup osebnega avtomobila za prevoz. Zdaj v tem trenutku mi določene dejavnosti že upravljamo, občina z našim kangujem. To pomeni, da že vozimo, bom rekel, sicer posamezne, bom rekel, ljudi, ki pač nimajo druge možnosti z tem avtomobilom, vozimo jih pač mi, občinska uprava. Tako da tudi nismo zamrli. Potem, bom rekel, nakup avtomobila se predvideva v drugem letu. V letošnjem letu imamo pa planirano pravzaprav izvesti v družbeni domu pač vse pogoje, da bo prvo nadstropje pa pritličje dostopno invalidom. To je tudi ena od teh, bom rekel, bistvenih elementov. Imamo tudi, kot če mi rečemo, mehke vsebine, so del projekta, morajo biti, to so pa določene predstave, ki bo jih organizirali skupaj od vrtca do društva invalidov in teh predvidevamo 5. Približno polovico sredstev bomo uporabili v letošnjem letu, zaključek projekta pričakujemo v drugem letu. Tu sodi tudi sem, da še omenim izobraževanje šoferjev, ki pač bojo, bom rekel, se prijavili kot prostovoljni šoferji.
ne gre menjati za prostofer, ker prostofer gre za eno drugo organizirano obliko, ki je zelo podobna, a ne, zato mi še vedno govorimo o prostovoljnih šoferjih, imena kot takega pač zaenkrat nimamo, zaenkrat je ime še zmerno povezane za vse generacije. Toliko na kratko, če pa kdo še kaj, pa hvala. Hvala lepa. Lahko bi dodali še to, da so to posebna in dodatna evropska sredstva zaradi uspešnega izvedbe programov LAS-a in črpanje evropskih sredstev našega LAS-a Mežiške doline. Zato smo dobili dodatna evropska sredstva in v celi Mežiški dolini bomo koristili ta finančna sredstva. Odbor za družbene dejavnosti, prosim, Saša. Besedo. Torej, odbor je obravnaval dokument identifikacijskega torej investicijskega projekta povezani za vse generacije, ga sprejme in predlaga občinskemu svetu občine Prevalje obravnavo in sprejem. Sicer pa predlagamo hkrati, da občinski svet pooblasti župana za morebitna kasnejša vprašanja pa dopolnitve tega dokumenta. Sicer smo to soglasno sprejeli. Hvala lepa. Odbor za KCG, Andrej, izvoli. Hvala za besedo. Odbor za KCG se je seznanil z dokumentom DIP-a povezani za vse generacije ter ga potrjuje in predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Ima pa tudi enak predlog, da povlastimo župana za morebitne kasnejše popravke za prijave na javne razpise za sofinanzirska sredstva. Hvala. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Tudi odbor za proračun in finance se je seznanil s tem DIP-om in zavzel sklep, kot sta ga imela oba predhodna odbora. Hvala lepa. Dajem predlog v razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli, Čiki. Hvala. Jaz bi samo vprašal zdaj iz razlage, jaz nisem bil seznanjen, oziroma društvo upokojencev ni bilo seznanjen, da že lahko koristimo ta prevoz, če mi to obrazložitev daš. Hvala. Formalno, uradno še ni stekel projekt, neformalno pa že poskušamo in pripravljamo stvari, tako da nekateri so že koristili slučajno. Neorganizirano, ampak ja, se bomo, ko bo tako daleč, bomo dali posebno obvestilo. Ja, izvoli. Gre enostavno za občutek, ko potrka na občino oseba, ki vemo, da ni sposobna priti do zdravnika. Ne zdaj zamenjevati ali pa ne, da ne bojo ljudje napačno razumeli. Mi, komisija, bo objavila, s katerim dnem bo to zalaufal. Tako občinski tajnik župana, pa kjer svetnik pa že zdaj tudi pele komu ali pa jih gremo nasproti. To gre pa za človeško plat, tako da ne rabimo poskusnih žečkov, bom rekel, bomo pa dejansko obvestili kot projekt. Mislim pa, da bo, tako sem rekel, čakamo še na seznam šoferjev in potem smo zelo blizu, vsekakor pa je naš cilj pred poletjem, da to dejansko in bomo tudi, bom rekel, objavili, ne sem na spletnih straneh društvom, starejšim, vsem bomo dali informacijo, da bojo se lahko vključili. Hvala. No, hvala. Hvala lepa. Še kdo? Če ne, potem dajem predlog DIP-a na glasovanje. Kdo je za sprejem tega DIP-a? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 8. Uskladitev cene socialno-varstvene pomoči, storitve pomoči na domu za leto 2020 za občane občine Prevalje. Prosim za kratko obrazložitev direktorico gospod Stanko Vauh. Izvoli, beseda je tvoja. Hvala za besedo. Najprej bi rada povedala, da 28.2. je bilo v naši občini Prevalje 8 uporabnikov storitev pomoči na domu. In sicer je bilo tako, da pri enem uporabniku občina plača v celoti, en uporabnik pa plača samo 1,5 evra na uro. Ostali so pa plačali tisto ekonomsko ceno ure, kolikor je pač bila določena v prejšnjem letu. Mi smo dokaj resno in skrbno pristopili k izračunu te nove cene, usklajene, in smo prišli nekje do zneska, da bi bila nova cena 19,68 evra na uro.
nedelja 25,95, praznik 28,04, se pravi, da bi za 0,48 evrov bila pač dražja. Po metodologiji za oblikovanje cen, če bi se mi strogo držali te, kar imamo tu zapisano, bi morala zdaj biti cena 21,47. Vendar smo se nekako v domu odločili skupaj z člani našega sveta, da poizkusimo, če bi šla cena 19,68 skozi, da bi lahko poslovali z nulo, ker pač dom ni profitno naravnan in vemo, kakšno je stanje pri upokojencih, vemo, kakšno je stanje na občini in bomo skušali se res zelo racionalno obnašati. To bi bilo čisto na kratko, potem pa še kako vprašanje, če želite. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti, Saša, izvoli. Hvala za besedo. Odbor za družbene dejavnosti je na osnovi razprave sprejel sklep, pa bom specificirala vsebino, tako smo o njej razpravljali, potem sprejeli sklep, da cena socialno-varstvene storitve pomoč na dom od 1.4.2020 znaša 19,68 evra za opravljeno uro storitve na delovnik, 25,95 evra za opravljeno uro storitve ob nedeljah oziroma dela prostih dnevih in 28,04 evra za opravljeno uro storitve za praznik. Iz sredstev proračuna občine Prevalje se od 1.4.2020 dalje zagotavlja subvencija k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, vključujejo tu tudi stroške strokovne priprave, ki znaša 11,25 evra za opravljeno uro storitve na delovnik, kar znaša nekje 57,16%, 14,39 evra za opravljeno uro storitve ob nedeljah oziroma na dela prost dan, kar znaša 55,45% in pa 15,43 evra za opravljeno uro storitve na praznik, kar znaša 55,02%. Občina iz proračuna v celoti zagotavlja oprostitev skladno z drugim odstavkom 17. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev, stroški strokovne priprave, kar znaša 0,90 evra za opravljeno uro storitve in cena storitve za uporabnika znaša 8,43 evra za opravljeno uro storitve na delovnik, 11,56 evra za opravljeno uro storitve ob nedeljah oziroma na dela prost dan in pa 12,61 € za opravljeno uro storitve na praznik. Odbor je zadeve torej soglasno sprejel. Hvala. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Tudi naš odbor je zadevo dobro pregledal, po krajši debati pa smo sprejeli vse te cene, kot jih je zdaj povedala gospa Saša. Hvala. Hvala lepa. Dajem v razpravo, želi kdo razpravljati o tej temi. Izvoli. Berni. Ja, mogoče sem preslišal, za kak se dejansko podraži uporabniku? Stanka, koliko se uporabniku podraži? Procentualno? 0,48 centa na uro. 0,48, pol evra na uro. Hvala. Še kdo? Če ne, potem predlagam ta sklep v celoti, v katerem, ki ga je Saša celega prebrala, ga ne bom še enkrat bral, ker so vse cene zajete. Kdo je za sprejem tega predloga? Vsi za? Hvala. Hvala, Stanka. Smo pri točki 9, poročilo o delu nadzornega odbora občine Prevalje za leto 2019. Med nami je predsednik nadzornega odbora, gospod Jurij Penec. Izvoli, beseda je tvoja, prosim, čim bolj sežet. Bom poskušal biti kratek. Hvala za besedo. Tudi za vas smo tokrat pripravili zelo obširno poročilo o našem delu za leto 2019, ki ga je nadzorni odbor kot neodvisni samostojni organ nadzora javne porabe občinskih sredstev sprejel na svoji 12. redni seji 28.1.2019.
Upravljeni nadzori so vključevali nadzore nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo občinskih sredstev ter finančnim poslovanjem občine, javnih zavodov in pa javnih podjetij. V programu dela za leto 2019 je bilo skupno načrtovanih 12 sej, od tega je bilo realiziranih 11. Skladno z letnim programom za preteklo leto je bilo načrtovanih skupno 10 nadzorov, od tega je bilo realiziranih 7. Od 3 nerealiziranih je eden v novem programskem obdobju že zaključen, drugi prenesen. Bo začet v prvi polovici tega programskega leta, za tretjega pa je bilo ugotovljeno, da je brezpredmeten. V lanskem letu smo tako izvedli nadzore nad vzdrževanjem gozdnih cest strani Zavoda za gozdove, nadzor nad pravilnostjo in zakonitostjo izvedbe razpisa za sofinanciranje športnih društev ter izvedli smo tudi pregled nad namensko porabo dotacijskih sredstev teh društev. Opravili smo nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja izbranega ožjega dela občine oziroma krajevne skupnosti. Prav tako smo izvedli nadzor nad izvedbo določenih javnih naročil, celoten seznam izbranih 18 je naveden na 9. strani našega poročila. Pri pregledu kazalnikov doseganja zastavljenih ciljev na izbranih 3 projektih smo preverjali projekte projekte osnovne šole Prevalje, energetska sanacija, zagotovitev prostorov za potrebe vrtca ter projekt razvoj in opremljanje poslovne cone. Opravili smo tudi nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja javnega podjetja JKP Log in pa Kocerod d.o.o. Kot vsako leto se tudi v lanskem letu smo se seznanili še s predlogom letnega načrta notranje revizije za leto 2019 in tudi njegovim poročilom za leto 2018. Večina načrtovanih nadzorov je bila v lanskem programskem obdobju uspešno zaključenih z določenimi izjemami. Tako smo pri poskusu pridobitve dokumentacije v zvezi z izvedbo nadzora nad javnim razpisom za prevoz šoloobveznih otrok ugotovili, da je v letu 2018 občinska uprava ni izvedla tega razpisa, ker je bil predhodni izvezen za obdobje 2 zaporednih let in je novega izvedla šele v letu 2019. Pri nadzoru nad izvedenimi transakcijami na vseh transakcijskih računih v izbranem obdobju za leto 2018 je bilo ugotovljeno, da zaradi kriterijev, po katerih je nadzorni odbor izbiral 3 obdobja za nadzor transakcij, da je bilo največ transakcij in hkrati tudi največja transakcija oziroma je občinska uprava porabila največ občinskih sredstev v mesecu decembru. Zato smo se tudi posledično potem odločili, da za pregled transakcij določimo še 2 dodatna meseca in to je pomenilo, da se nadzor predstavi v začetek tega programskega obdobja. Nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo sistematizacije delovnih mest in izplačil stroškov za delo občinske uprave občine Prevalje je ostal nerealiziran iz razloga prenašanja že začetih nadzorov na kasnejše termine sej. V programskem letu 2019 je nadzorni odbor občinsko upravo med in že tudi po zaključenih postopkih posameznih nadzorov redno seznanjal s pomembnejšimi ugotovitvami in podajal mnenja, priporočila, rešitve za izboljšanje stanja. Pomembnejša priporočila nadzornega odbora v 2019 lahko preberete tudi na 3. strani našega poročila. Za konec finančne posledice delovanja nadzornega odbora so se v letu 2019 vrednotile v skladu s 8. členom pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Tako je nadzorni odbor v lanskem letu za nagrado za svoje delo porabil 7198,35 evra od predvidenih 9037,44. V lanskem letu smo se udeležili tudi izobraževanja. Stroški izobraževanja so znašali 146 evrov, potne stroške pa si je nadzorni odbor kril sam. Toliko na kratko, povzetek teh naših 17 strani dolgega poročila. Če želite še kaj vprašati, hvala. Hvala lepa. Izvolite, če je kako vprašanje, kak komentar na temo. Če ne, potem predlagam sprejem sklepa, da se je občinski svet občine Prevalje seznanil s poročilom o delu nadzornega odbora občine Prevalje. Kdo je za sprejem tega sklepa? Hvala lepa, vsi za. Hvala lepa, gospod predsednik. Uspešno delo še naprej tudi vam. Smo pri točki 5.10. Predlog komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja.
prosim, izvoli Rafi. Beseda je tvoja. Hvala. Komisija za mandatna vprašanja volitev in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da sprejme naslednji sklep. Občinski svet občine Prevalje predlaga za člana sveta območne izpostave JSKD Ravne na Koroškem, gospod Hedviko Gorenšek, članica imenovana za mandatno dobo 4 let. Hvala. Hvala. Želi kdo na to temo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje, kdo je za sprejem tega predloga Komisije za mandatno vprašanje volitev in imenovanja. Kdo je za? Vsi za. En se je vzdržal. Podžupan. Ni potrebno, v redu je, korektna odločitev. Hvala. Smo pri... Hvala. Malo posluha, smo pri točki 11, premoženjsko-pravne zadeve. Prosim, Ema, beseda. Izvoli. Hvala za besedo. Pod A imamo predlog ustanovitve javnega dobra na delu kategorizirane javne ceste na Šentanelu, ki je v lasti občine in kjer se odvija javni promet. Želimo ustanoviti javno dobro lokalnega pomena. Zaradi tega predlagamo, da občinski svet sprejme predlagan sklep, s katerim bo dovolil ustanovitev javnega dobra na teh nepremičninah. Pod B imamo predlog ukinitve javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 224/1, 224/10 in 222/18, vse kao Poljana, je zabeležena zaznamba javnega dobra lokalnega pomena, zemljišča pa nimajo več funkcije javnega dobra lokalnega pomena, ker v naravi predstavljajo državno cesto. Zaradi tega predlagamo, da občinski svet sprejme predlagan sklep, s katerim bo dovolil ukinitev javnega dobra lokalnega pomena na predlaganih nepremičninah. Pod C seznanitev sklenjenimi pravnimi posli izven načrtov. Občinski svet je podal soglasje k sklepanju pravnih poslov tudi izven sprejetih načrtov, ravnanje z nepremičnim premoženjem pod pogojem, da občinska uprava po sklenitvi takih pravnih poslov seznani občinski svet. Tako poročamo o 2 sklenjenih poslih izven sprejetih programov. V prvem primeru je občina pristopila k ureditvi zemljiško-knjižnega stanja na zemljiščih, ki jih uporablja osnovna šola Leše in so bila v lasti osnovne šole, kar pa ni bilo skladno z zakonom. Zaradi navedenega je občina sklenila z osnovno šolo pogodbo o ureditvi zemljiško-knjižnega stanja in o brezplačnem prenosu nepremičnin, parcelna številka 224/9, 224/10 in 226/9 kao Leše na občino Prevalje. V drugem primeru pa gre za odkup nepremičnine parcelna številka 350/10 kao Stražišče, ki v naravi predstavlja črpališče za kupnino v višini 260 evrov. Zaradi tega predlagamo, da občinski svet sprejme tudi ta predlagan sklep. Hvala. Hvala lepa. Odbor za KCG, izvoli Andrej. Hvala za besedo. Odbor za KCG se je seznanil z vsemi predlogi in za vse sklepe daje pozitivno mnenje. Hvala. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, Staš, izvoli. Tudi odbor za proračun in finance je vse 3 sklepe soglasno podprl in predlaga, da to stori tudi občinski svet. Hvala lepa. Komisija za statut, Aleksander, izvoli. Hvala. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je pregledala vse 3 zadeve in jih so v skladu s vsemi zakonskimi predpisi in jih daje občinskemu svetu sprejem. Hvala lepa, dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Vprašanje, komentar? Če ne, potem dajem na glasovanje vse predlagane sklepe. Kdo je za sprejem teh sklepov? Kdo je za? Vsi za. Hvala. S tem smo to točko zaključili. Smo pri točki 12, pobude in vprašanja. Izvoli Čiki pa Aleksandr. Hvala za besedo. Jaz bi omenil namreč, zdaj je mesec marc, še 2 meseca, oziroma malo več, je Holmec v maju, pa bi radi, krajevna skupnost bi rada tam, da se te table, ti kaži poti, da se nekako
obnovijo, seveda s tem tudi te oglasne deske, pa tudi pešpot smo res, ne vem, da sem že omenil, tudi pešpot, ko so tudi uvire na tej pešpoti, da nekako se odstranijo ali se obnovijo ali kako. Hvala. Hvala. Izvoli. Hvala za besedo. Jaz se bi najprej zahvalil za to novo gledalo pri viaduktu, ki je bilo zamenjano. Drugače bi pa rad opomnil, no, zdaj že skoraj 2 meseca, ko sem jaz opozoril, da ta luč solarna ne gori zadnja, ko smo jo zdaj na novo naredili. Zdaj smo že dobo od stanovalcev, da je že tako dolgo, da bi bilo prav, da se, ker so zdaj vse v garanciji, da se pregleda, no, ker je dejansko nova in bi prosil, no, da se. Hvala. Hvala. Izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi pa dejansko rekla, da pobudo, tako je že omenil, od jugo, pa kažipote. Dejansko bom rekla, vsi vemo, da je kar veliko teh kažipotov in pa tabel tudi na podeželju, kjer so dejansko postavljene v mehka tla in od juga naredi svoje, tudi bom rekla vreme pa veter in je kar veliko tabel, ki so zelo majave, nekatere celo podrte in mislim, da dejansko je to dolžnost občine, da pač se te table, če so že namenjene v nek namen, da se tudi pol sanirajo pravilno. In pa potem tudi dejansko je zima bolj kot ne za nami, oziroma jesen je že davno bila za nami in pa so te bankine pa jaški polni iglic, listja in zdaj, ko pač pride rečemo dež namesto snega, je to vse zapolnjeno in pol fajn, bom rekla, teče voda čez ceste in odžira, bom rekla, ob asfaltu in verjetno so pol to večji stroški popravljati, tako pa če bi poslali nekoga, da bi pač očistil te bankine sproti. Hvala. Hvala lepa. Izvolite. Hvala. Jaz imam pa 2 predloga. Glede na to, da smo danes govorili o komunalnih odpadkih, a ima občina kako možnost, da bi predlagala s šolama, pa mogoče že tudi vrtcu, da bi se neke delavnice ali karkoli izvajale na šolah glede ločevanja komunalnih odpadkov. Ali pa vsaj, da bi nekako šole lahko šle na ogled na Kocerod, ker ko enkrat greš na Kocerod pogledati, kako ločujejo ročno odpadke, nikoli več ne vržeš v napačno kanto. Teda treba je začeti pri mlajši generaciji. Mi že dobimo poštni predal, kam kaj vržeš, samo to za mlade. Ja. Teda to, če ima občina kako možnost, da se predlaga to na šole, vsaj na šole, vrtec mogoče so še res premali, ampak neki ugled Koceroda, vsaj v višjih razredih, zadnja triada mogoče. Imajo v planu, JKP-lok ima v planu posebej še osveščanje otrok, mladine in tudi odprta vrata Kocerodu so obiski osnovno šol, tako da. Ja, organizirano bo ta zadeva šla. Hvala za predlog. Ja, izvolite. Glede na to, da je zdaj bil razpis za ravnatelja osnovne šole Prevalje, bi jaz predlagal, če bi bo možno, da se na seji predstavijo kandidati za ravnatelja. Se pravi, mi sicer dajemo samo mnenje, ampak jaz mislim, da glede na to, da se gre v taki zelo pomembni odločitvi za našo občino, da bi bilo fajn, da se tudi kandidati predstavijo na seji. Hvala. Ko bomo imeli predlog, bomo povabili kandidate, da se predstavijo na seji občinskega sveta. Ko bomo predloge imeli in ko bomo imeli uraden predlog o tem, ko bomo razpravljali o tem, dajali mnenje bomo. Komisija za statut in pravna vprašanja ima pa tak roko nad tem čez. Izvoli. Še kdo? Izvoli, Ivo. Hvala za besedo. Jaz bi mogoče samo eno vprašanje, mogoče glih, da bi na zadnji seji staršev smo bili obveščeni, da pač nov pravilnik velja v financiranju za strani države za plavanje. In sicer gre se za nepretrgamo 20 ur plavanja v prvih oziroma drugih razredov. Mi smo imeli v prejšnjem pravilniku napisano, da je to drugi pa tretji razred, zdaj pa edino kakšna razlika je bilo in bo 10 dni. In zdaj samo en razred, kateri je pač bil iz drugega na tretji, bo imel to pomankanje 10 dni. Mogoče, če bi se tule, pač starši me sprašujejo, če bi bilo možno, ker pravilnik je pa spremenjen, a ne, mislim, zakonsko je pravilnik spremenjen
če se bo najdlo za to eno generacijo, če bi bilo ta razlika, mogoče se kje najdemo. No. Samo to vprašanje, če je možno, da se tu uskladimo. Hvala. Vedno je možno, samo mora predlog priti. Mi ne vemo, kaj se vse stvari dogajajo in če predlogi pridejo, potem pogledamo in če je taka pozitivna stvar, se vedno pozitivno odzovemo na to. Izvoli, Štefan. Hvala za besedo. Jaz bi samo povedal, mogoče dal en krajši odgovor. Na naši šoli, pa na osnovni šoli Franja Vlova Prevalje, veliko delamo na teh zadevah, kar se tiče ločevanja odpadkov, varčevanja z energijo, električno, varčevanja z vodo, kar precej. Je pa to en tak proces, ki terja delo staršev, pa na splošno družbe in pa tudi šole. Tako da tu na šoli kar nekaj delamo na tem. Prihaja pa še do veliko, tudi na sami šoli, ker nimajo časa v svoji brzini otroci ločevati, tako hitro je tempo življenja. Imam pa še eno pobudo, ali lahko občina Prevalje kaj uredi javno razsvetljavo na peš poti od Brančurnika pa do Ravn, to je od zadaj, tam, kjer je našo ena krajanka ali pa občanka se je obrnila na mene in je pravi, da je v zimskem času tam tema in je poledenelo in je zelo nevarno tisti, ki uporabljajo to peš pot za hojo v službo. To je za Hoferjem, pa tam za Impusom, tako da je. Prosim? Ja, ne vem točno. Bomo pogledali. Še kdo? Če ne, izvoli, Staš. Jaz bi še v imenu par naših občanov dal eno prošnjo, sicer zadeva za postavitev ležečega policaja v ulici na Produ, tam pri številki 19, je že menda v teku, vloga je vložena, komisija ne bi to že obravnavala, ampak vseeno prosijo, če je mogoče čim prej odločiti, pa čim prej realizirati zadevo. Hvala. Hvala lepa. Glede na to, da je primanjkljaj policajev, ne najdemo ga. Hvala. Smo pri točko 12 zaključili. Smo pri točki 13. Razno. Še kdo želi po točko razno? Če ne, se vam zahvaljujem za konstruktivno delo na današnji seji in se zahvaljujem predvidoma naslednja seja občinskega sveta 9. aprila še letos. Hvala lepa, lahko noč.